Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. Tokrat smo na pogovor povabili predsednico oziroma vodjo svetniške skupine Desus v svetu mestne občine Velenje, gospo Darinko Mravljak, ki pravi, da je bilo letos sicer manj sej sveta mestne občine Velenje, kljub temu pa kar veliko dela, veliko pomoči potrebnim in pa seveda tudi veliko skrbi za različne stvari. Dober dan, lep pozdrav in dobrodošli. Dober dan. Ja, tako je, koronavirus nam je letošnjo leto zagodla. Pravzaprav smo bili na začetku vsi nepripravljeni. Bilo je začetnih veliko težav, tako da smo imeli kar precej dela s tem. Moram pa reči, da v Velenju smo to dobro organizirali. Poskrbeli smo za vse najranljivejše skupine, tako da so dobili vsi starejši, tisti, ki so pomoč potrebovali oziroma prehrano, je bila omogočen prevoz oziroma dostava na dom. Poleg tega je bilo poskrbljeno tudi za vse tiste otroke, ki so ostali doma, ki so se izobraževali od doma in ki niso imeli svojih računalnikov, jim je priskrbela mestna občina Velenje tudi računalnike. Poskrbljeno je bilo tudi za predšolske otroke oziroma za varstvo na domu. Skratka, vse to, kar občanke in občani pričakujejo od lokalne skupnosti, v primeru krize, kakršnekoli ali nesreče, je bilo poskrbljeno. Tako da z tega vidika moram reči, da smo v svetniški skupini Desus lahko zadovoljni. Tudi na začetku, bi rekla, krize je primanjkovalo zaščitnih sredstev. Mi smo poklicali, glede na to, da so starejši naša skupina, takoj v dom za varstvo odraslih, če imajo zaščitna sredstva vsaj za začetek, niso imeli in Desus je doniral 500 zaščitnih mask tudi domu za varstvo odraslih. No, zadnji proračun mestne občine Velenje je spet razvojno naravnan. Tvorno ste pri spremembah, ki so seveda pomembne za ljudi, sodelovali tudi sami. Pomembno je pa tudi, da proračun mestne občine, pa ne nazadnje ves ustroj, tudi z vami na čelu, ostaja socialen. Socialna država je zdaj v teh težkih časih sila pomembna. Ja, moram reči, da se je zdaj marsikdo v državi tega zavedal, kaj to pomeni sociala. In v Velenju, moram reči, vsa leta nazaj, pa tudi letos, socialna kapica ostala taka, kot je bila. Veliko se dela na socialnih transferih, tako da niso bili okrnjeni tudi v letošnjem proračunu niti za cent. Kljub temu, da je veliko razvojnih investicij potekalo, nekaj jih še poteka, tako da moram reči, da dokler bo občina naravnana ne samo razvojno, hkrati pa tudi socialno, potem v svetniški skupini Desus nimamo kaj za pripomniti. V tem obdobju se končuje prirediten prostor in oder. To je velika pridobitev za turizem v naši Šaleški dolini. Poleg tega pa je s tem kar 46.000 kvadratnih metrov zemljišča revitaliziranega zaradi degradacije odkopa premoga. Na tem prostoru bo možna prireditev za 30.000 ljudi. Bo pa namenjen ta prostor za športne, kulturne in druge prireditve, tako da to v prihodnosti vsekakor bo realizirano, vkolikor pač bodo želeli tudi drugi iz drugih območij Slovenije ta prostor koristiti, ga bodo tudi lahko. No, svet mestne občine Velenje je seveda obravnaval tudi namero Gorenja Hisense o odpuščanju večjega števila delavcev. Kako ste se čisto konkretno pri vas odzvali na to namero? Svetniška skupina Desus je aktivno sodelovala v svetu mestne občine. Imeli smo seveda pomisleke
glede množičnega odpuščanja v Gorenju. Mi se zavedamo, da je gospodarski razvoj pomemben, da ne moremo posegati v korporativno upravljanje podjetij, da ne moremo posegati v politiko zaposlovanja posameznih podjetij. To nam je vse jasno. Pa vendar tako množično odpuščanje delavcev, ko se je načrtovalo v tistem obdobju, je bil za nas velik šok. Se spomnite nazaj, ko je bilo z Vegradom to, kar se je pač zgodilo, ostali so na cesti. To je bilo za lokalno skupnost, za mestno občino velik zalogaj. Ni tako enostavno, to ne gre samo za ekonomsko vprašanje, gre tudi za socialno vprašanje, za zdravstveno vprašanje in mi smo na to v svetu opozorili, bil je prisoten tudi predsednik uprave Gorenja Hajsens in smo jih na nek način prosili, da vendarle najprej pokoristijo vse tiste ukrepe, ki jih država nudi v obdobju korona krize in pa, da naj vendarle potem strogo spoštujejo pravno zakonodajo oziroma delovno pravno zakonodajo na tem področju. No, moram reči, da se potem kasneje vendarle ni to zgodilo in zaenkrat smo zadovoljni s tem. No, javnost je, gospa Darinka, kar razdvojena tukaj v mestni občini Velenje, pa tudi širše glede nameravanega sosežiga alternativnih odpadkov v TEŠ. Ne, tudi o tem je tekla beseda v svetu mestne občine Velenje. Aktivno ste sodelovali, stališče vaše nas zanima. Ja, sosežig, pravzaprav tu sta v koliziji dva interesa, gospodarski in pa javni. Mi seveda zagovarjamo v svetniški skupini Desus oba, predvsem pa javni interes. Namreč naša dolina in ljudje v naši dolini so že toliko žrtvovali, že pri odkopu premoga zaradi energije, da smo tenkočutni pravzaprav prav zaradi tega še bolj, da ne bi prišlo do dodatnega onesnaževanja okolja, pa tudi do zdravja ljudi. Zahtevali smo in k sreči je mnenje celotne lokalne skupnosti enako, da se vendarle stroka in zagovorniki sosežiga potrudijo in priskrbijo vse analize, vso študijo, kakšen vpliv bi ta sosežig imel na ljudi in okolje in moram reči, da vztrajamo pri tem, smo skupaj soglasni z civilno inicijativo, da je potrebno predvsem varovati naše okolje in ljudi. Poleg tega je pa ta sosežig pomemben predvsem za Slovenijo, ne toliko za Velenjčane. Mi kurimo svoje smeti, ki jih pač proizvedemo v Velenju, jih vozimo v Celje na sežig in mi smo že poskrbeli za to. Zato ne bomo pristali, da bi nas onesnaževali drugi. Seveda pa, če bojo vplivi na okolje majhni, mogoče tudi, no. No, časi so, Darinka, težki, kljub temu pa se seveda na političnem parketu tudi v mestni občini Velenje v ozadju marsikaj dogaja. Kateri so recimo za vašo svetniško skupino tisti ostali dokumenti, ki so ključni, na katere stavite? Spremenili smo v svetu mestne občine Velenje statut mestne občine Velenje, ki je bil zaradi zakonskih sprememb potreben, potem tudi zakon o nadomestilu stavbnega zemljišča. Moram reči, imam pač to možnost, ker sem hkrati tudi podžupanja, da že preden naši akti pridejo v obravnavo na svet mestne občine Velenje, sodelujem pri pripravi teh aktov. In ravno jutri imamo sestanek z predstavniki Šaleške pokrajinske zveze, Društva upokojencev in pa našo strokovno službo in podžupanom,
glede sistemskega financiranja društva upokojencev. Pripravili bomo odlok, jutri obravnavamo še zadnje pripombe in na naslednji seji bo ta odlok dan v obravnavo. To moram reči je kar velik uspeh društva upokojencev, tudi naše svetniške skupine, pa tudi podžupana Petra Dermola, da je prisluhnil našim željam. Nenazadnje je bil tudi naš predvolilni program. No, nikoli v vaši svetniški skupini niste skrivali in zdaj vam je uspelo, pa ponosni ste na to, da je zdaj pravzaprav tudi potrjena vaša članica v svetu Doma za varstvo odraslih Velenje. To je pomembno verjetno. Za nas je to pomembno z tega vidika, ker pravzaprav smo mi stranka oziroma Desus, ki skrbimo za boljše počutje in boljšo kvaliteto življenja starejših v naši lokalni skupnosti. Poleg tega pa imamo tudi prav tako v predvolilnem programu, da bi nadgradili ta dom, vendarle ne ustreza več niti tehničnim, niti socialnim, niti zdravstvenim pogojem in naša želja je in trudimo se, da bi na nek način ta dom vendarle prenovili. Zato potrebujemo tudi svojega člana v svetu doma. Nenazadnje pa bomo s tem imeli tudi nekoliko več pogleda v upravljanje in pa nenazadnje tudi nadzorstveno funkcijo, del nadzorstvene funkcije. Tako da se mi zdi, da je to zelo pomembno za našo stranko, no, in smo tudi s tem zelo zadovoljni. Moram reči, da stranka SD, vključno z podžupanom Petrom Dermolom, je imela za to posluh, lahko bi nas preglasovali, njih je dovolj, njih je v svetu mestne občine dovolj, lahko bi nas preglasovali, pa nas vendarle niso. To pomeni, da smo partnerji, da nas spoštujejo kot partnerje in tudi mi smo potem pošteni do njih in podpiramo njihove programe in pa koncepte, ki jih imajo, njihove akte, ker pač v koaliciji je vedno tako, da je dam. Tako, kompromis in moč argumentov v tisti ta pravi družbi vedno prevladata. Tudi v vašem primeru je bilo tako, ko so se dogovarjala in pripravljala za tale pogovor, ste mi tudi dejali, da v zakulisju potekajo številne stvari. Stranka Desus pač skrbi za svoje članstvo, predvsem za starejše ljudi. Bi želeli recimo svojim članom zdaj še kaj sporočiti, kajti pogovor se počasi zaključuje? Ja, spoštovane članice in spoštovani člani stranke Desus, jaz se vam v imenu svetniške skupine Desus, pa tudi v svojem imenu iskreno zahvaljujem, ker ste bili letos zelo potrpežljivi. Namreč nismo se mogli srečati ne na skupščini, ne na pikniku. Načrtovan je bil izlet, vse skupaj je zaradi COVID-19 odpadlo. Tudi turbulentni časi so bili v naši stranki, so še, jaz verjamem vanjo in upam, da v prihodnosti bomo složni in da bomo naredili vse to, kar obljubljamo oziroma kar želimo, da se uresniči. Tudi sama sem starejša in prizadevala si bom, da bomo starejšim naredili življenje lepše. Časi so žal še vedno negotovi, je pa vendarle lepo živeti tukaj v mestni občini Velenje, ker se zdi, da je vendarle skrb za sočloveka v ospredju. Tvorni snovalec te politike je tudi vaša skupina in verjetno se boste tudi osebno zavzemali za dobrobit slehernika, da bo vendarle življenje še lepše in boljše. Na vsak način. Že Velenje samo ima slogan, da smo srčni in to je v Velenju že leta in leta in vesela sem, da tudi zdajšnji podžupan in kandidat za župana ima empatijo do starejših in da bo vodil politiko tudi v
za lepšo kvaliteto življenja starejše populacije, pa tudi za mlajše, skratka za vse, ki so prišli v Velenje, ki so že dalj časa tu in ki bodo še prišli. To je zelo pomembno, da se vsi počutimo tu doma. K temu, spoštovana gostja, nikaj za dodati, samo iskrena hvala za obisk, iskrena hvala za zanimiv pogovor ter seveda vse dobro do prihodnjič. Srečno! Hvala lepa in srečno tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa seveda hvala za pozornost in lepo se imejte še naprej. Nasvidenje.